Spoštovani zdravniki, spoštovane zdravnice, globoko spoštovanje imam do vašega dela. Kot podpredsednica posebnega odbora za javno zdravje v Evropskem parlamentu, konec koncev pa tudi kot Irena Joveva, ki je že bila in ki zagotovo še kdaj bo vaša pacientka. Lahko razumem vaše razočaranje, lahko razumem tudi vaše zahteve po boljših delovnih pogojih. Pravici do stavke nikakor ne oporekam. Ampak, spoštovani članice in člani Fidesa, spoštovani stavkajoče in stavkajoči, priča smo zgodbam pacientk in pacientov, ki so nesprejemljive. Priča smo dodatnim obremenitvam tistih zaposlenih, ki še vedno in vedno postavljajo na prvo mesto ljudi. Menda se borite ravno zanje, spoštovani? Težave v zdravstvu se kopičijo že desetletja. Treba jih je nasloviti celovito in ne parcialno. Vam za ostale zaposlene v zdravstvu ni mar? Boljše pogoje za delo si zaslužite vsi. Zato je takšno izsiljevanje celotne družbe neetično in nedopustno. Spomnite se, zakaj ste se odločili opravljati ta plemenit poklic. Poskrbite za ohranjanje njegovega ugleda in zaupanja. Dobro ste ga načeli, k sreči ga gojijo še tisti zdravniki, ni jih malo in hvala jim, ki niso pozabili na svoje poslanstvo. Prekinite stavko nemudoma. Dokažite, da vam je mar za kolegice in kolege, predvsem pa za pacientke in paciente.